Učil jezik in bolj sem navadil v Sloveniji. Zaenkrat mi gre težko, ker zaradi slovenščine. Kateri miti spremljajo razprave o priseljencih in beguncih v Sloveniji? Ena od stvari, ki bi jo morali vedeti, je to, da migracije so del človeštva, vedno so bile, vedno smo se selili, se selimo in se bomo. Slovenci smo ekonomski migranti in smo vedno bili. Recimo, če povem številke od 2010 do 2018, od 13 do 15 tisoč ljudi se je vsako leto izselilo, toliko ljudi se je tudi priselilo. Lani smo prišli na številko okrog 18 tisoč. Torej, mi gremo ven, drugi prihajajo k nam. V Sloveniji jih ni tako zelo veliko, kot mislimo. Recimo od leta 1995 do 2015 smo v Sloveniji imeli 20 tisoč približno prošenj za mednarodno zaščito in slaba 2% ljudi je to zaščito tudi dobilo, torej manj kot 400 ljudi. Leta 2016 številka malo več, 170 ljudi je dobilo mednarodno zaščito. Učenje jezika je proces, ki traja leta. Slovenščine, ne nemščine, ne nobenega drugega jezika se ne naučimo od danes na jutri. Rabimo 3 do 5 let za osnovno raven, 5 do 7 let za višjo raven, pravijo jezikoslovci. Kdo vse lahko odpira prostor za razprave o priseljencih? Vsaka organizacija, v kateri se srečujemo ljudje, šola za otroke, absolutno najbolj pomemben element vključevanja, ampak tudi splošna knjižnica, a ima literarne večere v več jezikih, a ima jezikovno zbirko v različnih jezikih svojih uporabnikov. Recimo knjižnica Kamnik se je prav sistematično tega lotila. Zdravstveni dom, ko ljudje pridejo, ko potrebujejo pomoč, rabiš osnovni komunikacijski jezik. Tu nam recimo lahko zdaj pomagajo večjezični priročniki, ki so izdani v različnih jezikih. Upravne enote, kjer ljudje urejajo dokumentacijo, podpora na začetku tudi v maternem jeziku. Skratka, vsaka organizacija, v kateri funkcioniramo, prispeva k temu, a je naša družba vključevalna ali pa ne. Bi morda priporočali tudi kakšno knjigo, predstavo, film? Knjig, ki govorijo o vključevanju priseljencev, predvsem beguncev, je zdaj kar nekaj. Recimo nekako za konec osnovne šole, za srednjo šolo, Nikoli ne reci, da te je strah, Čas čudežev, Slovenština in jaz je slovenska, potem je Simona Lečnik Očko napisala, Janja Vidmar Črna vrana, Žiga X Gombač NK Svoboda, to so recimo 3 slovenske. Kar nekaj literature, tudi slikanic je nekaj na to temo, od Neli Kodrič recimo Požar, potem strip Superga z Damjanom Stepančičem, ki ga je skupaj napisala. Med tujimi pa Žabec in tujec, Pujsa imamo za soseda, Niko Nosorog pa že ni pošast. To so vse take zelo, zelo močne knjige, ki odpirajo vprašanje vključevanja, nesprejemanja prišlekov. Jaz priporočam učiteljem najprej, da sami preberejo to knjigo in razmislijo, katere cilje bi radi dosegli z obravnavo te vsebine. Potem pa to lahko ali med skupinskim delom, posamezne odlomke, ali pri slovenščini za domače branje lahko to obravnavamo, ker vendarle je smiselno pri teh mladinskih romanih, da otroci celotno besedilo obravnavajo. Potem pa, razdelimo otroke v skupino in posamezne skupine obravnavajo določene teme. Zakaj je vključevanje priseljencev pomembno za slovensko družbo? Vsak človek, ko se preseli v novo okolje, mora se naučiti jezik okolja, mora spoznati določena nenapisana družbena pravila, teh pravil je ogromno. Nam se zdijo samoumevno, nekemu človeku, ki pa pride na novo v neko družbo, pa to sploh ni samoumevno. In človek, ki dobi podporo od svojih vrstnikov, pa v različnih organizacijah, v katerih ureja dokumentacijo, in tega je zelo veliko, ima tudi večje veselje, da se nauči jezik. In če dobi priložnost, da se pogovarja z ljudmi, če dobi priložnost, da gre v službo, da pokaže znanje, ki ga s sabo prinese, to zelo pozitivno vpliva na sam proces vključevanja. In on se uči od nas, mi se učimo od njega. In vsak človek, ko pride, prinese s seboj svoje znanje, prinese s seboj svoje izkušnje. In če dobi v družbi priložnost, da te svoje izkušnje in svoje znanje pokaže, vsi pridobimo s tem. Tukaj se počutim tako fajn. Eden gre v eno novo državo, to je pač najprej, ki je bolj pomembno, da nauči, kakšen kulturo imajo. Pač pol se začne z jezikom, naprimer, kakšen jezik imajo.